umor in samomor na Ptuju. V Dupleku bodo dobili nov protipoplavni nasip. Previdno pri spletnem nakupovanju. Stroške odvajanja in čiščenja deževnice. Pozdravljeni v Dnevniku televizije Maribor, ki ga žal začenjamo z žalostnimi novicami. Okoli 10. ure dopoldne je na Betnavski cesti v Mariboru skozi okno stanovanja z višine kakšnih 7 metrov padel otrok, star leto in pol, ter se hudo poškodoval. Odpeljali so ga v mariborski klinični center, podrobnosti pa bodo znane po preiskavi. Kriminalisti pa preiskujejo domnevni umor in samomor, ki sta se zgodila na Hajdini pri Ptuju. Okoli 10:30 dopoldne so ptujski policisti ob pomoči gasilcev nasilno vstopili v stanovanje na Tavčarjevi ulici 11 na Ptuju in v stanovanju našli 2 mrtvi osebi. Po prvih podatkih gre za par 75-letnega moškega in 70-letno žensko, ki sta umrla zaradi strelnih ran. Sosedje so ob tragediji vidno pretreseni. Pokojnika opisujejo kot izjemno prijazen par, že nekaj let na invalidskem vozičku. Sinoči naj bi zakonca imela težave z elektriko, zato je danes zjutraj soseda prinesla električni podaljšek, vendar je zaman trkala na njuna vrata. Nič se ni oglasil, videla sem, da so roletne dol, pa mi je postalo sumljivo. Sem šla po sosedo, smo policijo poklicali, tako da je res šok. To bi najmanj pričakovala. Sosedje so nekaj pred polnočjo sicer slišali glasno pokanje. Se mi je zdelo, da je malo poknulo, samo tudi nisem vedela, kaj se dogaja, ne. Ja, tam je Jožica gne soseda, to te rekla, sem čula 3, jaz pa samo enega tudi, ne. Strelno orožje so policisti tudi našli v hiši pokojnih. Gre za starejšo vojaško puško, ki je nobeden od pokojnih ni imel legalno v posesti. Ob preiskavi so že izključili možnost, da bi bil v tragedijo vpleten kdo tretji. Z laboratorijskimi testi pa bodo dokazali, kateri od zakoncev je puško tudi uporabil. Z tako imenovanim testom strelca policisti bodo z rok pokojnih zavarovali sledi, ki jih potem v laboratoriju analizirajo in ugotovijo, kdo od njih je bil strelec. To je že letošnji 4. umor na področju policijske uprave Maribor. Doslej pa so obravnavali še 3 poskuse umora in 1 uboj. Minister za okolje in kmetijstvo Dejan Židan je z županom Dupleka Mitjo Horvatom podpisal pogodbo o gradnji protipoplavnega nasipa ob Dravi. Zgradili naj bi ga do konca leta 2015, da je nasip nujno potreben. Prebivalci ob reki opozarjajo že najmanj 13 let. Potreba po njem pa se je ponovno pokazala ob lanskih novembrskih poplavah, ko so bila pod vodo številna naselja ob Dravi, vse od Maribora do Ormoža. Škode je bilo za skoraj 360 milijonov evrov. Čisto vse je za nič. Vse. Če na čakanju ne bi imelo razpisah in rihtalo pa fertik, ne bi mogla več predstaviti tega, kako se to godi. Če ne bo škoda povrnjena, kot je bila približno vse toliko, koliko je bila storjena, potem se bova mogla izseliti verjetno iz hiše, ker denarja ne bo za obnovo več. Ljudje potrebujejo pomoč. Karitas je v Duplek danes pripeljal sendviče Odeje Grevce. Dobrodošlo pomoč so že začeli deliti v zbirnem centru. Jaz pač imam eno obleko manj, to je še plašč iz čistilnice. Zelo potrebujemo, saj veste, odeje, grelna telesa in pa seveda tudi finančna sredstva. Zaželjeno je čisto vse. Karkoli bo prišlo, vse to bo dobrodošlo. Solidarnost in medsosedska pomoč pa sta vidni na vsakem koraku. Kar najbolje ve Branko Podgoršek, ki je bil 2 dni ujetnik deroče reke. Bog me je občuval, pravim, samo katastrofe pa ni mogla. To je dobro veliko. Bilo nas je ogromno, ne? Ljudi pripravljeni pomagati, vreče, vse smo. Polno dvorišče nas je bilo tisti čas, ne? Tako da res hvala vsem, ki so prišli tisti čas pomagati, ne? Samo hitra in učinkovita pomoč lahko pomaga pri sanaciji premočenih hiš. To je zdaj problem. Nekaj s prepihom, z naravnim prezračevanjem, ostalo bo pa treba, ne vem, kakšne tajfune si nekje sposoditi, najeti, kakorkoli. To je treba pregreti, to je treba posušiti, ker drugače bo to vse propadlo. Škodo bodo ocenili v 2 tednih. Prva izplačila obljubljajo v nekaj dneh. Zavarovalnica ima dovolj denarja, da bo lahko tudi vse te škode hitro in tudi kvalitetno tudi poplačala. Zdaj so pa tu zaprli nas in to je voda zdaj nas zasipala. Finančno pomoč pa je ljudem obljubil tudi premier. Situacija v državnem proračunu ni rožnata, vendar bomo postrgali po vseh možnih rezervah, tako da bo ta pomoč prišla čim prej. Tisto, kar je bilo, je težko resničljivo, ne? Da denarja ni. Sem štrajkala za njega,
zdaj pa si želim, da tudi on za nas nekaj naredi. Z minimalnim vložkom in pripravljenim projektom pa bi se katastrofi z izgradnjo protipoplavnega nasipa lahko vsaj v bodoče izognili. Takole pa sta danes, 8 mesecev potem, ko so Duplek z okolico prizadele najhujše poplave doslej, minister za kmetijstvo in dupleški župan vendarle podpisala pogodbo o gradnji protipoplavnega nasipa. Zgradili naj bi ga do leta 2015. To je eden od 2 velikih projektov, drugi je v Savinji. Ta projekt je skupaj vredno 38 milijonov. Jaz verjamem, da te pogodbe, ki smo jih danes podpisali, to je vrednosti 6 milijonov evrov. Ostale pogodbe moramo podpisati v naslednjih tednih in mesecih, bodo povečali varnost našim ljudem. 5 kilometrov nasipa se dotika naše občine od naselij Vurberka, Dvorjane, spodnjega Dupleka, zgornjega Dupleka in nekako res s tem verjamemo, da bomo tisto najhujše stoletne vode varni pred njimi. Na varovalne nasipe so občani opomnili že pred 15 leti, ko so Duplek prvič prizadele katastrofalne poplave. Problem naraščanja podtalnic ostaja, opozarjajo krajani, ki so do protipoplavnega nasipa nezaupljivi. Strugo je treba čistiti, treba je stvari od nje iz struge odpeljati, kajti če je struga polovico zaraščena, je normalno, da bo pri malo večjih vodah poplavljala. In tega se pač ne zgodi. Glede na to, da bo nasip 600 metrov od naše hiše bolj težko, da bi mirno spali, ne? Razen če naredijo ta obrambni zid, ali kako se temu reče, ne? Da bi vse to malo zadržalo vodo. Ne? Da se v preteklih 20 letih premalo vlagalo v urejanje voda, priča podatek, da Bruselj Sloveniji grozi s kar 31 tožbami, v skupni vrednosti okoli 100 milijonov evrov. Probanka je za danes napovedala javno dražbo za dobrih 30% delnic podjetja Trimo. Ker pa ni bila vplačana nobena varščina, so delnice ostale v lasti Probanke. Trimo se sicer z bankami upnicami dogovarja o finančnem prestrukturiranju skupine Trimo. Omenjate se tako možnost vstopa bank v lastništvo podjetja kot vstop strateškega partnerja. Lista za pravičnost in razvoj predlaga razpustitev Mariborskega mestnega sveta in razpis predčasnih lokalnih volitev. V listi namreč menijo, da ekipa mariborskega župana Andreja Fištravca počne vse za prevzem ključnih funkcij v mestu in ne upošteva volje ljudi oziroma udeležencev mariborskih vstaj, ki zahtevajo večjo preglednost in nadzor ter zmanjšanje stroškov mestne uprave in občinskih podjetjih. Odgovor župana Fištravca pričakujejo v 7 dneh. Tako se delati več ne da, za vse je kriv ta mestni svet, imenuje seveda svoje ljudi, ki po naši oceni niso strokovni, zamenjajo vse 4 nadzorne svete javnih podjetij in hkrati seveda ne dovoli, da bi sklep mestnega sveta, ki je jasno določal, da seveda skupina ljudi prevzame v delovnem telesu kot nek neodvisen odbor nadzor nad temi ljudmi, tako se delati enostavno več ne da. Treba je senine dati na 1 evro, pomeni, da ne bo nihče nikoli več očital, da tam sedimo zaradi senin. Drugič, lokalno samoupravo je treba spremeniti tako, da bomo pooblastila, ki jih ima župan, prenesli na mestne četrti, se pravi ljudje v mestnih četrteh naj odločajo o tem, kaj pravzaprav želijo in kaj je dobro za njih. In to se nam zdi ključno, na to pa to zadevo samo v mestnem svetu potrdimo. Se pravi, to so zadeve, ki jih je možno spremeniti statutom in to je možno narediti takoj, če bo seveda župan za. Selimo se v Celje. Prebivalci knežjega mesta, ki imajo strešne žlebove speljane v kanalizacijo, že od novega leta posebej plačujejo odvajanje deževnice. Nov strošek z avgustom čaka tudi uporabnike greznic in malih čistilnih naprav, saj bodo čiščenje namesto ob storitvi po novem plačevali mesečno. Prav za vse uporabnike, ki jih oskrbuje celjsko podjetje Voka, bodo prihodnji mesec začele veljati tudi spremembe pri obračunavanju omrežnine. Za nekatere bodo zneski na položnicah, ki jih bodo prejeli septembra, celo nižji kot doslej. Omrežnina se bo pocenila za stanovanjske hiše in za gospodinjstva v tistih blokih, ki imajo lastne vodomere. Na drugi strani pa podražitev za tiste, ki živijo v večstanovanjskih objektih brez lastnih vodomerov. Konkretno, gospodinjstva v tem bloku za 12 kubikov porabljene pitne vode plačujejo dobrih 17 evrov omrežnine. V večjem bloku brez vodomerov pa pri isti porabile dobra 2 evra. Po 1. avgustu bo omrežnina pri enaki porabi za vse enaka, 8 evrov 70 centov. Vem, da smo plačevali oziroma plačujemo manj kot nekateri drugi tu po Celju, ko smo se malo menili, kdo koliko ima, pa primerjali cene. Ne?
Če so en tak kriterij vzeli, pa če bo za vse enak, potem se nekako normalno strinjam, ne. Ni pa prijetno, sigurno, lejte. Vsak evro pri pokojnini se ti pozna. A omrežnina je le ena od številnih postavk na položnici, menda zato, da bi čim bolj natančno vedeli, kaj vse plačujemo. Po drugi strani so pa te računi za navadnega državljana, sploh če si že malo v letih, kar komplicirani. In tudi, če dobimo višjo položnico, po novem ne moremo več govoriti o podražitvah, ampak le o spremenjenem načinu zaračunavanja. Okrožno sodišče v Mariboru je začelo postopek prisilne poravnave nad mariborskim Vinagom. Za upravitelja je bila imenovana Brigita Kraljič, upniki pa lahko svoje terjatve prijavijo v naslednjem mesecu dni. Še nekaj drugih novic iz Slovenije. V petek bo znano, ali bosta nekdanja predsednika uprav Istrabenza in pivovarne Laško Igor Bavčar ter Boško Šrot z ljubljanskega sodišča odkorakala kot svobodna človeka. Ali pa ima bo sodnica Vladislava Lunder za kazniva dejanja, povezana s preprodajo delnic Istrabenza, prisodila zaporno kazen. Sinoči se je namreč s sklepnimi besedami tožilca, obtoženih in njegovih zagovornikov končalo 4-mesečno sojenje omenjenima in še 2 obtožencema. Tožilec za Šrota in Bavčarja predlaga 8-letno zaporno kazen. Po dolgotrajni razpravi je Državni zbor včeraj vendarle podprl vladne predloge, med drugim naj Računsko sodišče v okviru svojih pristojnosti izvede revizijo postopka investicije v TEŠ 6. Ministrstvo za infrastrukturo pa naj s pomočjo mednarodne specializirane družbe pripravi pregled možnih scenarijev. TEŠ mora do 30. oktobra pripraviti noveliran investicijski program. Splošna bolnišnica Slovenj Gradec je med 5 slovenskimi bolnišnicami, ki ji zaradi dolgov največjemu dobavitelju zdravil Kemofarmaciji grozi, da bo ostala brez likvidnostnih sredstev in znova pristala globoko v rdečih številkah. Upajo, da se bo ministrstvo pravočasno dogovorilo z dobaviteljem, saj bodo sicer prisiljeni varčevati pri plačah, pravijo v bolnišnici. V slovenjegraški bolnišnici samo Kemofarmaciji dolgujejo 600 000 evrov, njihov skupni dolg do dobaviteljev pa znaša 3,4 milijona evrov. V svoji pesniški zbirki Ta prostor je škatla se pesnica, pisateljica in predvsem multimedijska umetnica Eva Petrič sprašuje o ustvarjalnem domovanju, kar zanjo predstavlja ves svet. Iz New Yorka, kjer je gostovala z eno od svojih razstav, prihaja naravnost v Mariboru v galerijo Media Nox z razstavo White Box, bela škatla. Na Dunaju svojo instalacijo Missing Lullaby Lost postavlja v negalerijski prostor, nekdanjo telegrafsko centralo. V izziv so mi prostori, ki niso galerijski. Za en renome je treba pač v galerijskih white box prostorih, ampak za eno samo dušo je pa pač treba tudi izven teh umetniških prostorov delati. V Mariboru s svojimi senčnimi podobami umetnica osmišlja white box galerijski prostor. Škatla in senca sta tudi sicer pojma, ki zaznamujeta njeno ustvarjanje. Poigrava se z mislijo sence, ki so v skladju s prostorom. Pač se mi zdi, da senca že formalno ustvarja prostor. Mene pa zanima tudi zelo notranji prostor in kako notranji prostor odpira pač zunanji prostor človeku. In pri tem uporabljam senco kot prispodobo za emocije. Predstavlja torej svoje sence, ki so digitalizirane in povečane in bolj otisnjene na pleksi steklo. Ja, škatla kot prostor, škatla kot metafora za pač naš telo, ki je naš pač prostor, končni prostor in začetni prostor je naš telo. In tudi pač v svojem delu izhajam iz svojega telesa, to je pač moj perspektiv. In moj medij, ja. Fotografije so nastale v Avstriji za velikim paravanom. Zasledimo ga v spodnjem galerijskem prostoru. Hkrati pa Petričeva svojo razstavo širi navzven na outdoor oglaševanje, pri čemer ji na pomoč priskoči fotografinja Maja Šivec. Ta v svoj fotoaparat ujame hematome, tabuje in potencijale Maribora, lent, tam, proteste in podobno. Moj prispevek k Evini razstavi je 5 fotografij z motivom Maribora. Jaz sem posnela fotografije, Eva pa je svoje sence položila na moje fotografije. Si ti moja senca? Ne skrivaj se. Vedela bom, če se skrivaš.
Obalni umetnik Marko Brecelj je v prostorih nekdanjega kazinoja Maribor pripravil performirano konferenco, s katero je pozval lansko prejemnico državne nagrade na področju mladinskega sektorja Dragico Marinič, nedavno obsojeno v zadevi Betnava zaradi ponarejanja listin, naj nagrado vrne. V nasprotnem primeru bo priznanje, ki ga je prejel skupaj z Mariničevo, 17. septembra javno razbil z macolo, je še napovedal. To, da ima ona priznanje za mladinsko polje, priznala je, da je ponarejevala, to za mene deklasira nagrado in zato naj da roke stran od nagrade, tako kakor morajo oblastniki dati roke stran od oblasti. Spletno nakupovanje je čedalje bolj priljubljeno, a zaradi zahtev prodajalcev po vnaprejšnjem plačilu so lahko kupci v zelo neprijetnem položaju, kažejo izkušnje iz Nemčije. At the European Consumer Centre in Kehl in Germany, a fresh case has just landed on the legal desk. A French consumer of a dating agency based in Germany has just been charged roughly 25 times the €8 he was expecting. Probably the result, they think here, of online automated payment systems for the service. Unfortunate, but all in a day's work. Unfortunately, the consumer usually is the weak part of the contract. Usually consumers pay in advance, and if they do not receive the product they bought, they have to do something, and they lost their money. No one likes a fight, least of all over goods or services bought from unknown traders online and usually paid for up front. The path to redress can be long, bitter and costly. More and more people buy online, and as a logical consequence, it's not because traders are always bad, but logically, statistically, there are more and more disputes also. But we have no common grounds concerning dispute resolution in Europe. But things are changing. 2 measures strengthening procedures for consumers have just been passed by Parliament. One, alternative dispute resolution, helps avoid recourse to the courts by offering impartial mediation. The other, online dispute resolution, helps aggrieved consumers register and manage complaints online, wherever and whatever the language. Rosa Thun has been steering this part through Parliament. Here we will have a mediation, no winner, no loser, no fight really. It's a completely new attitude, more friendly, faster, cheaper. Back at the European Consumer Centre, it means a heavier workload, but an advance in their work fighting for consumers. But it comes with a warning too. We are completely helpless if they have to deal with fraudsters. The advice is just take care whom you are giving your money. Usually all these offers are just too good to be true. Pending final agreement with member states, the new systems are expected to come into operation within around a year and a half. Nogometaši Maribora so na prvi tekmi drugega predkroga Lige prvakov v gosteh igrali z malteško Birkikaro neodločeno. Povratna tekma bo prihodnjo sredo v Ljudskem vrtu. V mehiškem mestu Puebli pa so zbrani najboljši tekvandoisti na planetu. Med njimi je tudi 5 Slovencev in prav danes se začenjajo nastope. Čeprav so v mehiški Puebli v ponedeljek pričeli svetovnim prvenstvom v tekvondoju, se slovenski tekmovalci v miru lokalnega kluba v centru tega milijonskega mesta pripravljajo na svoje borbe. Tako so se izognili gneči, ki je prisotno na razstavišču, prizorišču tekmovanja, kjer lahko istočasno trenira po 8 reprezentanc. Žreb je poskrbel, da bodo Slovenci s prvimi nastopi pričeli v sredo, z zadnjimi pa v nedeljo. Vsak dan bo tekmoval po eden izmed 5 reprezentantov. Ne moram lih reči, da sem žrebov zadovoljen, sicer sem nekako pričakoval, da imam 4 borbe do medalje, se pravi vse skupaj 6 in v teh 4 borbah, če hočem do medalje prijeti, bi mogel 1 do 2 izmed tistih boljših premagati. Nažalost sem dobil v prvi borbi enega dobrega, ki je prišel iz ene kategorije nižje gor. Mislim, kar se pripravljenosti tiče, sem pripravljen po mojem mnenju odlično. Tekvondo je v Mehiki drugi najbolj popularni šport, pred njim je samo nogomet. Mehičani so na svetovno prvenstvo poslali 16 reprezentantov, ki v konkurenci 133 držav tvorijo eno najmočnejših zasedb. Odziv javnosti je izreden, obenem pa je razumljivo, da je v Puebli veliko klubov. En Puebla sí es un deporte muy popular, muy practicado y
Yo tengo entendido que alrededor de 350 escuelas aquí en Puebla. Se me hace una gente muy agradable, gente muy preparada, con una técnica excelente. Les deseamos la mejor de las suertes. Seguramente estaremos viéndolos allá, pero pienso que son muy buenos. Ker na prizorišču svetovnega prvenstva niso zagotovili možnost uporabe vode za tuširanje, bodo naši reprezentanti raje koristili usluge lokalnega kluba, ki domuje v centru Pueble in je od hotela, v katerem biva slovenska reprezentanca, oddaljen le 200 metrov. V Italiji se nadaljuje sojenje Francesco Schettinu, kapitanu ladje Costa Concordia, ki je januarja lani nasedla ob toskanski obali. Sojenje zaradi velikega zanimanja javnosti poteka v gledališču. Kot je znano, je ob brodolomu ladje za turistično križarjenje umrlo 32 ljudi. Zaradi oboja iz malomarnosti, povzročitve nesreče in pobega s potapljajoče se ladje 52-letnemu kapitanu grozi do 20 let zapora. Schettinu obtožbe zavrača. V Atenah so zaradi varčevalnih ukrepov protestirali tudi policisti. Zvezne oblasti nameravajo varčevati tako, da bodo zaprle nekatere policijske uprave, s tem pa bo službo izgubilo veliko policistov. Kolona policijskih avtomobilov je na vožnji skozi grško prestolnico uporabljala avtomobilska trobila, spremljala pa jo je množica ljudi. Več kot 300 gasilcev se še vedno bori s požarom, ki je izbruhnil včeraj popoldne v provinci Toledo v Španiji. V nevarnosti sta 2 manjši mesti, zato so nekatere prebivalce že izselili. Dogajanje se počasi umirja, poročajo iz Španije. Pred koncem še vreme. Tudi jutri bo precej jasno. V gorskem svetu bo čez dan občasno nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem okoli 18 stopinj. Dnevne pa od 26 do 30, na Primorskem do 33 stopinj Celzija. V petek in soboto bo sončno. V severni Sloveniji so možne večerne nevihte. Želimo vam miren večer in lep jutrišnji dan.